Luka Drmič, zdravo. Dober dan. Spoznali smo te dobro leto nazaj in skladbo Nedosegljiva je postala dosegljiva. Nedosegljiva je še vedno dosegljiva na določenih radijih. Sem hvaležen za to, da me folk spozna v taki luči, kot sem si jo želel predstaviti. Zdaj pa z albumom in tudi nadaljevanjem Nedosegljive, z EP albumom Lep spomin naznanjam bolj svojo artistično podobo. V modernem zvoku tudi nadaljuješ? Nadaljujem z Nedosegljivo, torej po njej. Lansko letno izdaje Nedosegljivi pridejo po njej še 3 komadi v sklopu EP-ja, ki smo jih posneli v studiu Kozmosfonik pri producentu Mateju Pičavarju, ko smo Nedosegljivo, in je zapakirana neka zgodba, ki se mi zdi, da zelo neka nova, zreliša podoba mene kot artista, in ko mi čakam, da folk sliši, kar imam pripravljeno. Pomeni, da vse skladbe na EP-ju povezane v neko celoto kot zgodba? Bodo bolj kot recimo neka sonično, zvočno, tudi stvari sem pisal v dosti isti starostnem obdobju, torej so neke tematike zgodnih 20 let, tako da se mi zdi zvočno so si dosti podobne, pop-rock album bo, tako da neka nova stvar od mene, da ne bo samo čisti pop. Lep spomin pa je naslov nove skladbe, ki si jo sedaj poslal med poslušalce nekaj dni nazaj. Tako, Lep spomin je naslov nove skladbe, kar je pa tudi naslov EP albuma, torej Lep spomin je skladba, ki govori o končanju neke zveze in tudi o nekih občutkih, nostalgije, o samorefleksiji, o trenutku, kjer na vse spada tisto, kar si v določenem trenutku mislil, da je najbolj fiksna stvar v tvojem lifeu, tako da mislim, da se vsi najdemo v tem in se mi zdi, da skladbo sem tudi tako kot pri Nedosegljivi sem s komadom prebrodil neko tudi čustveno obdobje, ki sem ga sam skozdal. Pomeni, kot sva rekla prej, bi lahko tudi skladbo povezali s prejšnjo Nedosegljivo. Na nek način govori problematika neke zveze, ampak tako bolj iz drugega vidika, pa se mi zdi dejansko nek sklop občutkov, ki sem jih sam dol dal, tako da dosti osebna glasba se mi pa zdi, da se vsi najdemo v tem, ker se mi zdi, da večino razmerij ima tudi obdobja, kjer pač stvari niso, kot bi mogle biti. Pesem si nadgradil tudi z video podobo? Smo, kolegi in na nek način amaterski snemalci, čeprav so njihovi izdelki vse druga kot amaterski, smo posneli spot, kjer je nek prepletena zgodba v sedanjosti in preteklosti in se mi zdi, da dobro komplementira glasbo, ki pač Lep spomin komad, ki je prišel ven, ki bo prišel ven 18. aprila. Na začetku sva govorila o EP-ju, kdaj ga lahko čakamo? Bo izdan skozi single, torej bojo tekom letošnjega leta, bo to naslednja 2 komada, smo pa tam nekje recimo že v maju, konec maja, se mi zdi, da pride naslednji komad, potem pa tam nekje jeseni še zadnji. Smo pa posneli v studiu še en drug komad, ki pa ni v zvezi z EP-jem, pa pride še v začetku 2026. Pesem bomo sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato Luka, zaupaj nam Lep spomin. Upam, da tudi ta Lep spomin pri vas vzbudi določene občutke, neke zveze in dogodkov, ki so se odvili, ki pa pač na katere nimaš več vpliva, ampak še vseeno upaš, da upanje ostane. Tako da upam, da vam bo všeč in upam, da se povežete z svoje lepe spomine tudi z mojim. Nagaja mi spomin, tvoj obraz po glavi mi leti, pred nevihto se vetrim. Ne lažem si, vem, postajava problem, za naj v stike se je čas. Pozabi tvoj objem, ko je to vse, kar vem, težje je, kot si lahko priznam. Ko dneva konec je, po nama še hrepeniš, z mano misli zaspiš. Ko se konča se in te iz rok izpustim, bom ostal lep spomin. Sva igro že izgubila, pustila upanje.
upanje. Metala kocko tancat in zastavljala srce. Usodnost bližana, a ne da traja pa srečen konec bil set. Razprla krila sva, vzela zrak in skočila, zdaj padla sva na trdna tla. Sedaj postelja je hladna, sploh še želi si moj dotik. A že mahava slovo vsemu, kar med nama bi bilo. Je to res to? Ko dneva konec je, po nama še hrepeniš, z mano misli zaspiš. Ko se konča se in te iz rok izpusti, bom ostal lep spomin. Ko dneva konec je, po nama še hrepeniš, z mano misli zaspiš. Ko se konča se